En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020 v liveu Vse se da. Nekako poskušam vam prikazati, da se res vse da, če si to zaželimo, če gremo v vlogo zmagovalca ali zmagovalke in ne v vlogo žrtev. Sem prepričana, zdaj pa čisto odvisno, kako to kdo sprejme. Ok, današnja tema mi je prav žal, da se mi ni pridružil moj mož, kajti malce se še seveda s Florido namažem, da se zaščitim, kakorkoli, da se zaščitim, da sama naredim svojo pretočnost. Kajti del te teme je nekako Igor po torkovem dogodku. V torek sem imela dogodek v Kristalni palači. Bilo je čudovito. Mislim, meni je vedno čudovito, ko se odprejo energije, zato ko se ženske spustijo, povežejo. In je tudi on prišel. In je bilo ful lepo. In je potem on rekel, joj Tanja, res je pomembno, da začutijo pari, koliko lahko dajo en drugemu. In tako je tudi nastala ta tema in sem ga prosila, če bi bil danes z mano in je rekel, ne, želim, da mi prej poveš, da se pripravim, pa potem grem skupaj s tabo live. Ampak dobro, tako da vemo, da za naslednjič ga bom pripravila. Zato je ta tema, en lep dober večer sem skupaj, zato je tema live-a, kako zgraditi partnerstvo oziroma kako graditi partnerstvo na tak način, da postanete lep vzgled svojim otrokom. Ok, vse, kar vam bom podelila tiste stvari, za katere mislim, da smo midva z Igorjem v zadnjih nekaj letih naredila velik preskok. Ne obstaja partnerstva, oziroma ne, da ne obstaja, seveda, da obstaja, samo mogoče jaz kaj takega ne vem, da od prvega dneva pa do zaključka, če pa je pa tak majhen odstotek, bom ful vesela, če mi kdo napiše, da jaz pa imam takega partnerja, jaz pa to res tako čutim, da sta partnerja tako močno povezana, da uživata, da se opolnomočita, podpirata, spoštujeta, govorita resnico skozi in res, da se čuti ta ljubezen. Nekak mnenja sem, da skozi obdobje, ko rastemo, ko se razvijamo, ko rastejo tako naši otroci, to pomeni, ko pridejo otroci, ko pride služba, da včasih postavimo neke druge prioritete nekaj je prioriteta na prvem mestu, pa potem mogoče je partnerstvo na enem, tretjem, četrtem mestu. To se je pri meni zgodilo, se je pri Igorju zgodilo in sem prepričana, da marsi pri komu drugemu tudi. To je pač odvisno, kaj si človek postavi kot prioriteto. Lepo prosim, poglejte, odprite moj video, ki imam razporejene vloge. V življenju je pomembno imeti vloge. To pomeni, mi pokrivamo dan, ima 24 ur. V teh 24 urah je prav, da pokrijemo vsaj 4 pomembne vloge. Ena vloga je to vi kot oseba, to pomeni jaz kot Tanja. Druga vloga jaz kot žena, če imate seveda partnerja ali partnerko. Potem jaz kot mami in potem je sigurno še vloga jaz kot v službi. Ali je to jaz kot, ne vem, zaposlena, jaz kot vodja, jaz kot lastnica. Rabite vloge in potem kot te vloge, to so samo 4. Kje so še ostale vloge? Tako da dan ima 24 ur, od tega morate spati 8 ur, 1 uro za telovadbo, 1 uro za hrano. Ne vem, zdaj, če sem to zračunate, pa je treba te vloge nekako razporediti. Ok, ampak da se vrnem nazaj k bistvu. O tem, o čem bi naj danes govorili. Ja, tako da ne vem, če obstaja idealno partnerstvo, če pa je kje bilo to idealno partnerstvo, bom pa presrečna, če mi kdo napiše, ker to bi pa res rada se sestala z njimi in videla, kaj je ta formula uspeha oziroma formula ljubezni in uspeha za srečno, srčno in uspešno življenje. Kaj je naju z Igorjem najbolj povezalo, tako da danes bom delila nekih 9 primerov, ki to skupaj se pogovarjali o tem, prej smo šla na kosilo, sem rekla, a greva skupaj na kosilo, pa da boš mi ti podelil, glede na to, da si ti odprl to temo, da se ti zdi toliko pomembna, da mi zraven še kaj povej, kako vidiš, kaj je tisto, kar je pomembno, zato da res, da se gradi partnerstvo. To pomeni tako na osebnem nivoju, kot tudi potem na poslovnem. Vedite, da vi niste oseba, ki ste doma drugačni, kot ste v službi. Vi ste ena oseba, ena identiteta in pri vas je samo pomembno, da gradite svojo identiteto in da postanete čim bolj pristni,
čim bolj pristni, čim bolj avtentični. No, ampak najprej začnimo z dvema osnovnima stvarmi. Po čem vedno mi težimo? Kaj je tisto, kar v življenju težimo? Po čem? Kaj iščemo? Iščemo vrednost in iščemo varnost. To sem v prejšnjem videu govorila, kako iščemo varnost, ampak zdaj bom samo podelila vrednost pa varnost. Zakaj iščemo vrednost? Zaradi tega, ker z vrednostjo smo mi ljubljeni in srečni. In vedno iščemo to, da smo ljubljeni, da damo ljubezen, da mi damo komu ljubezen, da on da kdo nam in tako, in da smo srečni. Varnost iščemo pa na tak način, da varnost, zakaj jo iščemo? Zato, da smo svobodni. Ful zanimivo, ne? In predvsem zakaj? Da res poznamo, kdo smo. In vsi tisti, ki pridejo najprej k meni, na kakršnekoli coachinge ali pa primere, imajo prvo vprašanje, oziroma ki ga ponavljajo nekaj časa, kdo sem in kaj si želim, kdo sem in kaj si želim, kdo sem in kaj si želim. Da v resnici spoznamo, ali je naša duša res sinhronizirana s tem, kar zdaj počnemo. A smo povezani v tem. To meni, to sta dve stvari. Vrednost zakaj? Da smo ljubljeni in srečni, varnost zato, da spoznamo, kdo smo, in v resnici, da postanemo svobodni, da smo čim bolj svobodni, da nas ne ovirajo pri tem svobodi. Ok, zdaj pa enih 9 primerov, kako smo mi dva z Igorjem gradila najino partnerstvo, da danes to prenašamo na otroke in da danes moji otroci to živijo. Tako da jaz sem si jih kar napisala, da mi bo potem lažje, da bom vsakega malce podelila in vam razložila, zakaj se mi zdi pomemben. No, Igor je izbral prve 3 in bom Igorjeve podelila, katere se mi zdijo najbolj primerni, ker so iz njegovega področja, moškega področja. Prvi njegov predlog oziroma primer, kaj misli, da lahko partnerstvo resnično uspeva, je to, da samo resnica in iskrenost gradi odnos. To pomeni, ko je človek iskren, ko upa povedati resnico, njegova resnica je, to pomeni, je tudi smrtna postelja. On vedno reče, da bi želel imeti partnerko, ki lahko vse pove in da noče to doživeti na smrtni posli. Na smrtni posli, takrat, ko si na smrtni posli, pač iščeš odpuščanja, pa oprosti to, on bi želel, ja, lep večer Nataša tudi Igorju, on bi želel, da si vedno vsak sleherni dan povema to, kaj čutima, govoriva resnico in res to počnemo iz srca. To pomeni, če mi pove, ne vem, ni mi zdaj nekaj to všeč, da se poskuša pogovarjati z mano, ampak da pridemo do tega, je potrebno nekaj prej narediti. Ok, njegova je resnica. Druga zadeva, da se upaš. Jaz sem na primer rekla mu, a to govoriš o strahovih? Je rekel, ne, prosim, ne govori o strahovih, govori o bolečini. In ko človek upa deliti svojo bolečino, takrat vidi, da se skriva največji zaklad noter v tej bolečini. In ta bolečina nas prestavlja naprej. Je pa izredno pomembno. V tej bolečini, to je moj mož delil 2 dni nazaj s svojimi sodelavci, v tej bolečini je samo sekunda ali rečemo 10 sekund, ali te bo odneslo v tej bolečini v obsojanje, ali te bo pa odneslo v iskanje rešitev. To pomeni, midva sva resno to začela delati šele takrat, ko sva šla na obred ljubezni. Zato je to nekaj postalo takšnega, da ni bilo vprašanje, kaj si bo okolica mislila, ali je to prav, da delam, ali to ni prav, da delam. Sem se odločila, da je to tisto, kar je nama pomagalo, da smo gradila partnerstvo naprej, kar nama pomaga, da danes res živiva to, da sva svobodna, da sva ljubljena, da veva, kdo sva, da sva srečna, samo na tak način, ker smo se na obredu ljubezni začela resnično iskreno pogovarjati. To pomeni, obred ljubezni je samo čista resnica in brezpogojna ljubezen. In takrat pač vse tisto, kar te noter zadrži, pač govoriš. In marsikatero partnerstvo se je rešilo tudi na obredu ljubezni. In marsikatero partnerstvo je spoznalo, da je mogoče čas, da se razideta, ampak da se razideta kot prijatelja, ker sta skupaj se spoznala v ljubezni in da to ljubezen naj ostane takšna naprej, sem ne v nekem sovraštvu, ampak da rečete, ok,
dajmo si rukzake dol in se osvobodiva. Tako da, deljenje bolečine, to pomeni govorjenje o tej bolečini. Ko je Igor meni povedal, kako se je počutil, ko sem hodila, zakaj ni hodil z mano, ko smo dobivali nagrade, kaj ga je bolelo. Potem, ko sem jaz njemu podelila, kako mi je bilo grozno, da sem vedno se mu hotela dokazovati s tem, da delam. To meni, ker sem pač ocenila, da zaradi tega me bo imel raje, ko se začnete pogovarjati o bolečini, takrat najprej začnete poslušati in potem slišite. Ampak bolečina naj prihaja iz srca. Ne iz uma, ker um napada. Bolečina pa vedno gre v tisto ranljivost in iz bolečine človek vam govori. Vendar ne v vlogi žrtve. Ranljivost pomeni samo to, odprem srce in s tem, ko odprem srce, slišim, dovolim si, da me nekdo sliši. Ker to je včasih zavajajoče. Vloga žrtve je rada skozi v teh, da bi skozi rada nekoga, da jo posluša, včasih pa treba kak korak sam narediti. To je druga zadeva. Tretja, zdaj bom njegove najprej podelila, ki se mi zdijo, da so tako res pristni ti njegovi. Naj hiša postane vaš tempelj. Od prvega dneva, odkar smo v hiši, če ne radi živite v tej svoji hiši, če na primer se ne radi vračate domov in pridete v to hišo, ne vem, dom, stanovanje, kamorkoli, niste srečni, potem vedite, da ne more uspeti vajina veza. In ta veza potem ne more se prenašati, oziroma ta ljubezen, sreča se ne more prenašati na vaše otroke. Kaj narediti, da ta vaš dom postane tempelj? Poglejte, kaj lahko naredite. Midva res uživava v najinem domu, vsak kotiček. Zato tudi lepo prosim, če še nikoli niste očistili, energetsko očistili prostora, povabite nekoga. Jaz imam mojo drago prijateljico Mirjano, ki že nekaj let sodelujeva. Ona energetsko čisti vse prostore pri nam, v podjetju, pri moji mami, pri nas. Konstantno čisti, to pomeni, da tista energija, vi ko vsako leto zrastete, da se poslovite od tiste energije, ki ni primerna, ki je noter zadržana, jo date stran in se prinese nova energija. Tako da, tako kot delate vi spremembo svojo, mi smo energetska bitja in mi kot energetska bitja prinašamo to energijo. Primer, če ste se ločili, to je toliko žalosti, to je toliko, ne vem, jeze, sovraštva, karkoli pač je, to energijo je treba spraviti ven. Če je, na primer, se vam karkoli zgodilo, če je veliko žalosti, to energijo je treba počistiti ven. Če se čutijo strahovi, ki jih nas obdajajo, to energijo je treba dati ven. In to je najboljši čas, ali to proti koncu leta, ali v začetku leta. Ali takrat, ko delate preobrazbo. No, na primer, mi takrat to priporočamo tistim, ki grejo na obred ljubezni, ki prijo z novo energijo, da očistijo svoj dom. In sicer, ki prinesejo novo energijo, da jo prinesejo v celoten dom. Tako da, midva to konstantno skrbima, res pa je, da od prvega dneva, midva sva, bilo je obdobje takrat, ko sem dejansko tudi jaz iskala sebe. To pomeni, to je tisto, ko išče svojo varnost. V prejšnjem videu sem vam govorila malce o varnosti, pa mogoče bi mogla en cel video posneti o tej varnosti. Tako, ker celo življenje, ne vem, ko sem bila majhna, sem gledala, kako moja dva starša nimata denarja in kako konstantno sta se bodla glede denarja. In nisem videla v družini ničesar drugega, kot pa poniževanje, ne vem, posmehovanje, ni bilo neke harmonije. In to harmonijo se nisem mogla naučiti in potem kako jo naj prenesem jaz v svojo družino. Kar pomeni, da sem tudi začela v mojem domu, nisem začela s posmehovanjem pa poniževanjem, sem pa začela z napadom. Ker me je bilo strah, da se bo enako zgodilo kot mamo in očetom in sem začela z napadom. In potem se to isto širi naprej. To pomeni, zakaj vam to govorim? Če ste to dobili iz vašega doma, ste vi to prinesli v ta dom. In če želite, da se to očisti, očistite energetsko svoj dom. Naredite svoj dom za vaš tempelj. Naj to postane vaš sveti tempelj, kjer se bo širila ljubezen. Naj to bo tudi sporočilo. Pokazala sem vam naš portal, ki smo ga, zadnjič sem ga pokazala tam. Čeprav jaz sem obdana, v celi hiši sem obdana z mandalami in pa tako da smo obdani.
vendar v službi smo zdaj dali nov portal, to tudi moram posneti, da vidite, kako izgleda. No, ampak to meni, nekdo se mora vračati rad, da z veseljem pride v ta dom, ne da beži iz tega doma, ampak da pride. In drage moje dame, veste, prve tiste, ki to naredite. Še enkrat ponavljam, samo ženska lahko prinaša, naprimer, ženska da življenje in ženska gradi odnos in ženska najprej začne širiti ljubezen po svojem domu. In je ženska tista, ki se odloči, da želi energetsko očistiti, ženska se odloči, da bi mogoče, jaz opravičujem, to mi Igor vedno reče, zdaj ti imaš same ženske, pa reče, zdaj pa treba malo moške tudi noter dvigneti, ne? Ampak se veste, ko ženska to naredi, potem moški avtomatsko se zraven priključi. Ok, tempelj, to sta tretja stvar, to pomeni resnica, smrtna posla, to pomeni res smrtna posla, čim bolj se pogovarjati, odpreti svoje bolečine, kaj ti v bolečini noter se skriva največji zaklad, mogoče sem ta delček bi vam rada prebrala. Odlična knjiga, res, to bojo moja darila za drugo leto, knjiga. To pomeni podedovanje družinske travme. Samo en stavek, ki se mi zdi, da je smiseln, da ga vam preberem, da ne slišite samo od mojih ust, ampak da slišite tudi od drugih. To pomeni, ta pač, ki je opisoval, takrat, če nisem vedel, da kadar se upiramo bolečini, pogosto samo podaljšujemo tisto, čemur se želimo izogniti. To je recept za nenehno trpljenje. To pomeni, kadarkoli pride do bolečine, želite zbežati, ne zbežati, zaradi tega, ker boste dobili še večjo bolečino. In kaj se potem naredi v partnerstvu? Mislimo, da nimamo ta pravega partnerja in potem se želimo posloviti. Čakajte, spremljam malo uro, pa ne vem, koliko je že. Oh my god, in sem že kar 20 minut. Skoraj že 20 minut, no. Ok, pa sem pri tretji. Gremo naprej. Ne bežite pred izzivi, ker tam se skrivajo največje priložnosti za rast. Tam, to je ali doma, ali kjerkoli, kamorkoli, ko greste, naprimer, se skregate ženo in potem, ali pa se z možem, kakorkoli, in potem se en odloči, veš kaj, jaz grem ven iz prostora, ker se ne želim kregati. In gre ven iz prostora, ampak ko pride nazaj, se mogoče žena pomiri, ali obratno, ali ne. Potrebno se je pogovoriti, ker tam notri se išče zaklad. Zapomnite si, da vse se vam vedno dogaja za vaše in v najvišje dobro. Čisto vse. To pomeni, ko je prišlo do prepira, želite nekaj razčistiti, je bolečina, dajte zaliti, ker se je srček glih odprl. Si predstavljate, vas srček se je odprl, dajte priti do konca. In iz tega bo potem nastala, ne vem kakršnokoli, ampak definitivno bo največja nagrada. Evo, njena je celo napisala, da je hvaležna za to knjigo, ker je res dobra. Gremo naprej. Zmenki. Ja, jaz se spomnim, kako so se meni moje tajnice smejale, ko smo midva začela z Igorjem, ko sva se oddaljila, nekje je bilo tako, ali greva na razen, ali pa začnemo nekaj delati. Jaz sem tista, ki skozi iščem neke rešitve, kaj bi se dalo, pa kaj bi se dalo poiskati. Zmenki. In vem, da sem imela notri v koledarju, to jaz samo tudi naprej potem delim. Vsako soboto imamo zmenek, od takrat do takrat, enkrat na teden, minimum enkrat na teden. Zmenek, vseeno karkoli je, ali sta doma, ali da kamorkoli gresta, ne vem, midva smo imela najprej savne, da smo tiste, ko so zasebne savne, pa potem vedno smo imela nekaj, kar smo vzdrževala na en ritual. To pomeni enkrat na teden zmenek, sama, da smo čisto sama. Pa tudi če ne bosta karkoli drugega počela, se bosta pogovarjala, karkoli bosta dela, bosta začela se povezovati, bosta začela se slišati. Eno na drugo. To pomeni, kaj bosta delala, bosta en drugega podpirala. Gremo naprej. Jaj, ta je bila me najtežja, od vsega mi je bila ta najtežja, ki jo bom podelila z vami, brezpogojna predaja. Glede na to, da nisem imela prve veze, nisem bila prav srečna v prvi vezi s prvim partnerjem, tako pozno sem začela, ali pozno ali ne vem, to je zdaj kako se to nekoga gleda, in sem bila zelo razočarana v prvi vezi in takrat sem si nekako tako dala, da se nikomur ne bom več brezpogojno predala. Ampak to, ko se ti nekomu brezpogojno ne predaš, to pomeni, da tudi brezpogojno ne moreš ljubiti.
in da ne moreš podeliti bolečine in da ne želiš se odpreti, ne želiš pokazati ranljivosti. In ko sem to spoznala, pač iščeš kao varnost, ne moreš dobiti varnosti, če se nočeš predati. Kako? Ko se ti predaš, šele takrat prije prava varnost. In zapomnimo si, ne razmišljati o tem, kako bo čez 5 let. Če ste danes srečni, uživajte to srečo, ker se bo ta sreča prenesla jutri. Konstantno skrbite za to, da če ste danes, ne razmišljati, kaj se bo zgodilo čez 3 dni, čez 4 dni, čez 5 dni. Če ste danes srečni, se bo to zgodilo tudi jutri in se bo zgodilo pojutrišnjem. Živite vsak sleherni dan, kot da je to en vaš dan. Kot da je polni ta dan in res se ga naužite s polno žlico. Tako v službi, kot tudi doma. To pomeni, tudi v službi bodite iskreni, ne razmišljati, kaj pa zdaj, če me bodo odpustili, če bom dal neko svojo idejo, ali pa kaj pa, če jaz ne mislim tako. Seveda, vedno iščite rešitve, ne iskati samo izgovore. Ja, groza, jaz že tako, veste, ko si na tokih obredih, meni je že grozno, ko že ljudi poslušam, ko jih že slišim, nekatere, ko že vem, ko se začnejo izgovori, si mislim, oh my god, saj 30% te energije, ki jih išče za izgovore, jih usmeri v iskanje rešitve. Ne se braniti predlogov, dovolite, da predlogi prijo do vas. To samo govori, da lahko naredite spremembo, ne bežati od tega. V življenju vedno prijo učitelji, zdaj pa prej, ko pogledate, prej, ko odprete oči, prej boste videli, da so to učitelji, ki vam omogočajo in pridejo v vaše življenje, zato da ste vi bolj srečni, srčni in uspešni. Ok, gremo naprej. Ok, pohvala. Ta je tudi tako. Jaz sem vedno hrepenela po tem, a veste, ko enkrat, ko si vodja, ko si direktor, nimaš nekoga, da te hvali. Pač se to pričakuje, ampak tudi mi potrebujemo pohvalo, rabimo, ne vem, da nam nekdo reče, super si, krasno si, kakorkoli, tudi to vam želim povedati. In naprimer, če si na visokem položaju, ne vem, če delaš vodja, voditelji, direktorji, karkoli, lastniki, mi dajemo njim, drugim, ampak absolutno kdo daje nam. In takrat je izredno pomembno, da to dobimo doma. In drage moje, spet sem na tem, da smo mi tiste, ki začnemo najprej dajati moškim. Mi smo tisto. Ko bomo mi moškega pohvalile in se mu zahvalile, verjemite mi, krat 3 boste nagrajene. Res, jaz srčno upam, da se katera strinja z mano, ker meni je bilo tako, kako me mož ne opazi, kako sem uspešna, kako me ne opazi, kako sem oblečena, kako me ne opazi to. Ful me je bilo lepo, ko mi je zadnjič ena govorila, kakšna sem bila pred leti. In vedno bolj sem iskala neko potrditev, ampak iskala sem jo tako samo pri njemu, pri nikogar drugemu. Se vedno iščeš pri tistem, ki ti je najbližji, tistega, ki ga imaš najbolj rad. Ampak, ko sem začela mojemu možu dajati pohvale, kako ga vidim, da je lahko dober, ker tako drežemo jajca, tako jih lahko zašijemo nazaj. Drage moje, ko moškemu odrežete jajca, pa še posebej, če mu še podrežete pa penis, pa kako mislite, da vas bo tak moški osrečil? Saj mi smo ženske, mi rabimo moškega zraven sebe. Razen, če ste se odločile, da ste ženska v moški energiji. Potem pa si najdite eno čudovito mlado žensko, eno krasno žensko, ki bo čim bolj srčna in vas bo polnila s to energijo. Vendar pohvala in zahvala vašemu partnerju lahko naredi čudeže za to, da prinese to v vaše življenje. Ok, in gremo še to, kar se pa meni zdi, ena izmed najbolj pomembnih stvari, mislim, so vse pomembne za dobro partnerstvo, je pa to. Včasih sem se znala, pa jaz se nisem znala glih mulati, jaz sem se kar rada tako skregala in potem sem šla skregana v posteljo. In potem se pa zgodi to, da se zjutraj zbudiš in si še skregan naprej. In potem si še en dan skregan in si skozi skregan. Skozi nekaj iščeš izgovore. Naj bo eden izmed mojih najboljših nasvetov za partnerstvo, da se nikoli v posteljo ne uležeta skregana. Nikoli. Nikoli. Tako dolgo, pa če bosta do 3 zjutraj bedela, pa če imata jutri ob 7 zjutraj službo, bosta v poslo se ulegla srečna kot kadarkoli prej. To pomeni, naredita
opravičilo, zahvalo, rad te imam, v posteljo se uležete tako, da čutite en drugega. Ko se prvič uležete v posteljo, se za en dan zgodi gregarija, potem 2, 3, 4, 5, potem že mesec dni, potem že kar zgubite ta stik in vse to prenašate na svoje otroke. Evo, in zdaj bom s tem zaključila. Danes sem vam naštela enih 9 najnih nasvetov ali pa izkušenj, ki smo jih midva implementirala v najino življenje, da res živimo kot partnerja, da se res imamo rada, da se brezpogojno ljubiva, da dajemo to, naj sonce ne zaide nad vašo jezo. Moja Lenka, čudovito. Delajte na temu, da je partnerstvo nekaj, kar je potrebno graditi. Tega nas niso učili v šoli. V šoli nas niso naučili, kako zaslužiti denar in kako graditi odnos. Ampak odnos najprej gradimo sami seboj. Ne moremo ga graditi s partnerjem, če ga mi ne znamo seboj. Zato pravim, če iščete varnost, jo iščite v sebi. Začnite delati na svojih bolečinah, začnite sebe odkrivati. Ko boste začeli sebe odkrivati, boste videli, koliko je skritega noter v vas. In to so najlepši zakladi, ki vam lahko omogočajo, da ste vsak dan bolj srečni in predvsem čutite ta notranji mir. Ok, toliko z te strani, zdaj bi pa še rada nekaj podelila. Čakaj, da vidim, če sem še karkoli pozabila, mislim, da je to. Mi je žal, da danes moj mož ni z mano, ampak bo pa naslednjič, ko bom pripravljena naslednjič, da se mi pridruži. 6. decembra smo na mojem dogodku podelili dragim damam najin produkt, to je najin produkt od mene pa od mojega moža. Hodila sva v Kopru, sva se sprehajala, zdaj pač vmes bi se lažje kaj zelo izjokala, ker se spomnim, kak je bil to dogodek. In je moj mož meni rekel, Tanja, rabiva priti do tega, da Skaza res začuti, da res živi poslanstvo, da vsak sleherni dan se zavedajo, da dajmo delati samo produkte, ki res naredijo nekaj dobrega za naše okolje in ki naredijo nekaj dobrega za ljudi. Za okolje lahko delamo na tak način, da delamo iz recikliranih materialov, iz biorazgradljivih materialov, medtem ko naj produkt ima neko dodano vrednost, nekaj, kar lahko daje ljudem ljubezen, srečo, obilje, zdravje, karkoli. In tako je nastal najin produkt. To je najin produkt, vsekakor je potem ga ovekovečila ali pa rečemo temu dodala sporočilo moja draga Mirjana, ki jo bom v naslednjem videu res jo želim predstaviti, ker zdaj bova začela tudi nekaj izvajati, 2-dnevno prebujanje. Je dodala simbole, mi imamo drugače 3 simbole, 6 smo jih naredili, ampak potem smo naredili raziskavo s temi simboli, smo dali na analizo, kateri simboli res povečujejo in ta prvi simbol, kateri je takoj prišel, da je to, kar mi želimo, je simbol ljubezni. To pomeni, naredili smo lonček, to je Skaza Cup Creator, ki se mu prav reče Skaza Cup Creator, no ime mi je pa pomagala moja prijateljica zraven, ko je poslušala mojo zgodbo in tako naprej. To pomeni, ki govori od ljubezni za ljubezen. To pomeni, mi smo naše ambasadorke, so podelile drugim damam ljubezen, vi ga pa širite naprej. Cela zgodba je napisana, tudi afirmacija, odpiram se za ljubezen, to pomeni, to je res življenje tvoje, zato nikoli ne pozabi, da si kreator svojega življenja. Najbolj pomembno, da pa to, kar konstantno nekako govorim, da pot k sebi je edina pot do sreče in ljubezni. Zdaj vam ga samo še pokažem, takšen je tudi simbol, če ga vidite, to pomeni zgodba. To je zgodba, govori o ljubezni za ljubezen, začniva dan skupaj, da pijete iz tega lončka, da v tvoje življenje sem prišla kot nežen klic, no kakorkoli to nam zdaj vse brala, ampak afirmacijo pa imate, to pomeni pozitivna izjava, odpiram se za ljubezen. Kaj pa govori o lončku? Sem čista ljubezen, povezani sva v eno, kajti ljubezen si ti, ljubezen sem jaz, ljubezen smo vsi. Na kodi, ki je tudi v spodaj, oziroma na spletni strani imamo tudi analizo, da lahko vidite, katera hiša je delala raziskavo. Mi bomo najprej šli z ljubeznijo ven, ker v mesecu decembru, veseli december, predvsem želimo, da se napolni ljubezen. Jaz bi tako, da če bi bilo praznično, bi bilo čez celo leto, ker takrat tudi ljudi polne. Tako da tako pa zgleda naš lonček, tisti, ki ga še niste videli. Takole.
lonček iz biorazgradljivega materiala. Za drage dame je mareličen, medtem ko za mareličen, je to mareličen, taka pač moja barva, za moške je pa vinsko rdeča. Tega pa nimam s seboj, ker Igor pije iz njega. Evo, to je to. Dragi moji, lončki se že dajo kupiti od včeraj, mislim, da ga imamo od včeraj naprej, ali od danes naprej, jih imamo že v prodaji. Medtem ko jaz, kaj bi želela, vsi tisti, dragi moji, naj bo res december, čas za grajenje odnosov. Ne takoj bežati od tega, odloči se, da sprejmete ta izziv, da se poglobite v bolečino, začnite delati na partnerstvu. Veste, koliko partnerstvo se je rešilo. Tisti, ki pa res ne najdete ali pa ne veste, kaj je, daj za božjo voljo, najlepša naložba vam bo, če se mi prijavite na obred ljubezni. Tiste, ki pa ocenjujete, da imate res premalo ljubezni in da niste odprte do ljubezni, tiste se mi pa prijavite na akademijo, da boste skupaj rasle in odpirale svoje srce. Tako, dragi moji, toliko za danes. En lep večer vam želim in se vidimo spet kmalu, zelo kmalu. Danes sem hotela drugače pismo delati z vami, pa še ni bil pravi čas, ker me je mož res opozoril, da mesec december je čas za odnose. To meni, da res znate, da se zavedate toliko, koliko boste vi znali to poskrbeti, boste to lahko prenesli vašim otrokom. Čau, čau.